Sledeči program je financiran strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Ogromno veselja in miru nam ukrade obsojanje drugih ljudi, češ da takšnih stvari mi pač ne bi nikoli storili. To niso stvari, ki so v nasprotju z Božjo besedo. Če Bog reče, tega ne storiš, potem tega ne stori. Vendar na veliko stvari lahko pomislim, veste? Veste, da so čudoviti Božji možje in žene, ki gredo gledati film, ki ga jaz ne bi gledala v kino. Tega ne bi storila. Ne bi imela miru, če bi to storila. Ne bi se želela, da me kdorkoli videl pri tem. Tako sem prestala čas, ko je bil to zame problem. Kako sploh lahko greš gledati to v kino in se imenuješ kristjan? In če dovolj dolgo o tem razmišljam, je to še vedno problem. Tako sem se odločila, da bom skrbela le zase, kajti zase bom dajala odgovor Bogu. Ne govorim o vaših otrocih. Vi morate postaviti meje in da živijo dostojanstveno. Vendar sveti Pavel pravi, poglejte, kajti meso, ki so ga darovali idolom, sploh nič ne pomeni. Če imate vero, ga jejte. Vera pa pomeni to, da potem ne boste imeli slabe vesti. Mi smo tako vznemirjeni in delamo tako velike stvari in začnemo soditi srce nekoga drugega po načinu oblačenja, po njegovi frizuri in kakšne dohodke prejema ta oseba. In največ ljudi, ki bi zares morali biti v cerkvi, bi jih skupnost nagnala, če bi le vstopili vanjo. Kajti ti ne izgledaš tako kot jaz, ne počneš tega, kar jaz počnem. Morali bi se osredotočiti na to, da bi naučili ljudi ljubiti Boga, naučiti ljudi, kako naj vzgojijo oseben odnos z Bogom in šele na to dopustite Bogu, da jim on razvedene, kaj morajo storiti. Ni namreč dolgo trajalo, da mi je Bog povedal, da ne mara mojega kajenja. S cigareti sem začela pri 9 letih. Dobila sem nekaj pisem, ampak to je res. Mislim, da če kadite, vas to ne bo pripeljalo v pekel. Poglejte, kako ste sedaj tiho. Poglej. Mislim, vi nočete, da bi to storila, vendar naj bo. Sveto pismo pravi vse mogoče stvari o požrešnosti. Vendar pa ničesar ne pravi o kajenju. Seveda pravi, da ne delamo stvari, ki škodujejo našemu telesu. Mislim, da to ni dobro in mislim, da v nebesih ne bo posebnega prostora za kadilce. Tega ne priporočam. Amen. Veste, to je samo neke vrste smrdljiva, gnusna in draga razvada. Vendar še enkrat. Koga bi lahko jaz zares pogledala in rekla, a tako? Ti kadiš? A vam lahko nekaj povem? Če imate slabo držo, če ste zagrenjeni, zamrljivi in sovražni, veliko slabše, kot pa da kadiš. Veste zakaj? Ker se mi vse to dogaja. V meni se to dogaja. In povedala vam bom nekaj. Nekateri vdani, religiozni ljudje so najbolj neprijazni ljudje na celem svetu. Spominjam se svoje tete, ko mi je nekoč rekla, da bom šla v pekel, zato ker sem imela modro obarvane oči. Veke. Prav takšne stvari odvrnejo ljudi od krščanstva. Tega ne smeš, onega ne smeš, tega ne smeš, tega ne smeš, tega ne smeš. Zakaj ne govorimo o razvedrilem veselju, ki ga lahko imamo? Zakaj ne govorimo o tem, kako čudovito je, da se ves čas ne počutimo krive? Ne vem za vas, vendar jaz se res veselim biti kristjanka.
Nikoli ne boste nikogar pritegnili k Kristusu, če boste samo kritični in boste vsakemu govorili, česa vse ne sme delati. Zato je Jezus jedel s cestninarji in grešniki. In nato je dopustil, da iz njegove notranjosti posujete lepota in slava. Bog je bival v njem in ljudi je privlačil z načinom bivanja in to je vleklo ljudi k njemu. Ne govorim sedaj o tem, da bi se prilagajali in delali stvari, ki jih ne bi smeli početi. Govorim pa vam zato, da bi spoznali, kaj je pomembno in kaj ni. Zanimivi ste. Postanete tiho ob pravem trenutku. Kar mi samo dokazuje, da imam prav. To razumete? Ne priporočam vam, da bi tako ravnali. Pravim vam, da moramo spoznati, kaj je pomembno. In če bi vas kritizirala in obsojala glede vašega tatuja, potem bi to bilo slabše kot pa vaš tatu. Naslednje 3 mesece sploh raje ne bom prebirala e-mailov. Bog se me usmili. Veste, tudi nazaj v bibličnem času so nosili prstane, uhane v nosu in vse mogoče stvari. Sedaj pa govorim ljudem, to se ne sme, ono se ne sme. Dobro, čovesa, ni Pavel pravil o prepovedi nakita? Ni Pavel pravil o tem? Ne, sveti Pavel je govoril o tem, kako so se v tistem času oblačile prostitutke. Rekel je, v cerkev ne hodite oblečeni kot prostitutke in tudi jaz vam pravim isto. Kot Božja žena ni potrebno, da se razkazujete. Dovolj je, da ste Božji. Ni potrebno imeti dekolteja, da bi vsak lahko videl, kar nikogar ne briga. Amen. Za vse te stvari sploh nimam časa. Gospod, pomaga mi ven iz tega, sploh ne vem, kako sem zašla s tem. Čisto sem zašla s poti. Čisto iskreno vas vprašam, ali vam drža obsojanja ne ukrade veselja? Mnogi izmed vas bi se lahko bolj veselili svojega življenja, če bi skrbeli le zase. Mislim, da je čudovit navedek. Rimljanom 14:12. Vsak bo odgovarjal zase. Vidite, Bog vas ne bo vprašal o nikomer drugem. On vas bo vprašal glede vas. Če pa je kdo zares grešil in prevrača Sveto pismo v prid svojih dejanj, potem lahko molite zanj. Molite lahko, da mu Bog odpre oči. Če ste v položaju, da bi ga lahko opomnili, kar mnogi izmed nas nismo, potem bo dobra prijateljska beseda prinesla dobrohotno sporočilo nekomu, ki je za to odprt. Mislim, da ni potrebno vsakega trepljati po ramenih in praviti, vse, kar počneš, je v redu, mene to ne zadeva. No, če je moj prijatelj na tem, da zapade v prešuštvo, mu bom povedala svoje in se ne bom pravičevala ali olepševala besed. Vendar pa me ne zanima, kako si barva lase ali kako si jih krajša. In niti koliko sladkarij poje. Veste, vsaka zdrava oseba hoče vsakem povedati, kako naj se drugih prehranjuje. Najmlajši izmed mojih sinov si je obril glavo in to mu pristaja. Vendar je imel tako čudovite lase. In porabila sem približno 10 let, da sem nehala govoriti o njegovih laseh. Glejte, no poslušajte me, starši, to so stvari, ki jih mi počnemo. In to nas stane, da odbijamo svoje otroke od sebe. Tudi jaz sem porabila kar nekaj časa s kavbojkami, ki imajo luknje. Kar nekaj časa.
ker se mi je zgledalo, ker sem jim pravila, da zgledajo kot pobiralci starih cun. Kupim ti nove obleke, če jih rabiš. Mi nismo kupovali raztrganih kavboj, kupovali smo nove in smo pustili, da so se same obrabile. Ampak to ni svetopisemsko vprašanje. A me razumete? To ni svetopisemsko vprašanje. To je naše osebno mnenje. Stvar je takšna. Če nočeš nositi tega, potem ne nosi, ampak bo nosil nekdo drug. Ne bom pa dopustila, da se oblače kot tile tukaj. Veste zakaj? To je odvisno od mene. Tukaj pa sem jaz odgovorna. Ampak veste, ko sem začela poučevati, so se oblačili drugače kot ti tukaj. Bila je čudovita pevska skupina. In kar nekaj časa sem porabila, da sem se jih lahko navadila. Eden izmed fantov, Bog blagoslovi njegovo srce, je zelo dolgo sodeloval z nami in je zelo znan. Šalila sem se z njega, ampak nisem govorila za njegovim hrbtom. Ko se je pojavil na odru, so njegovi lasje štrleli kot moji, ko se vstanem. Ampak to ni v redu. In neki dan mi je rekel, porabil sem 35 minut, da sem se uredil lase, tako kot so zdaj. Mislila sem si, a ti se gotovo norčuješ. Veste, bil je čas, ko nisem videla, da lahko Bog blagoslovi nekoga s krojenimi oblačili. Bog sem mislila, da lahko dobiš maziljene reče, nosiš sintetiko. Nisem se mislila, da lahko nosiš krojena oblačila. Popolnoma sem resna. Veste, kaj to pomeni? To je tisto omazano religiozno razmišljanje, ki odbija ljudi od Boga. To odvrne ljudi od Boga. In čisto sem bila zgubljena, mislim, da sem ostavila tukaj, nočem iti nazaj v tisti čas. Kako mi razmišljamo o stvarih, to postane naša stvarnost. Ne posedate naokrog in ne presojate vsakega, s čim se ukvarja in kaj počne. Ukvarjate se sami s seboj. Skrbite zase, zagotovite si, da je vaše srce čisto pred Bogom in dopustite, da Bog pove drugim ljudem stvari, ki jim jih ima zapovedati. Veste, včasih, ko ljudje ravnajo moralno napačno in se njihovo ravnanje ne sklada s Svetim pismom, Bog še vedno noče, da bi mi povedali. Hoče se vzeti čas, da jim bo on sam povedal. To je bilo nekoliko težje. Dala vam bom primer. Ne vem, če bom morala zaradi tega skrajšati poučevanje, tako je pač to. Ko sem bila mlajša, v poučevanju prišlo k meni mlado dekle na pogovor. Pred kratkim je prijela Kristusa in je bila zelo navdušena. Med pogovorom sem ugotovila, da živi s fantom. Komaj sem čakala, da bo utihnila in bi povedala, da tako ne bo šlo naprej, da tega ne sme početi. Gospod pa mi je govoril in rekel, ne, povedal jim bom sam, ko bo pravi čas. Ne. Jaz jim bom povedal, ko bo pravi čas. Vidite, včasih se morajo ljudje dovolj ukoreniti v Bogu, da so pripravljeni se odpovedati napačnim dejanjem. Zopet se sprašujem, ali sem ravnala prav. Ne, vendar Bog vidi v človekovo srce. Nisem vedela, odkot je prišla, nisem vedela, kaj vse je dala skozi, nisem poznala okoliščin njenega življenja, Bog pa ve vse in on z lahkoto opomni ljudi. On samo hoče, da mi molimo in še enkrat molimo. Če vam Bog naroči, da rečete nekaj, potem to recite. Nikakor pa ne bi smeli, to ti bom povedala in ono bom ti povedala, jaz ti bom pa vse to povedala. To mora biti Božja beseda in jaz še vedno ne vem, odkot prihajajo besede. Ali ne bi bili toliko srečnejši in bi ne uživali svojega življenja v polnosti, če bi sprejeli ljudi, kjer so na svoje poti in kam gredo? Vidite, če sem čisto iskrena, je to ena stvar, ki jo zelo cenim pri svojem možu. Verjetno to najbolj cenim. Mislim, bila sem zares polomija, ko sva se midva poročila.
Bila sva samo na 5 zmenkih in sva se poročila. Morala sem biti hitra, preden bi ugotovil, kakšna sem. Tega seveda ne priporočam vam, vendar je za naju to delovalo. 5 zmenkov, mislim 5-krat sva šla ven. Na prvem zmenku je rekel, ko sem te videl, sem vedel, da si ti pravo dekle, ki jo bom poročil. Mislila sem si, a slišiš od Boga ali pa imaš duševne težave, eno ali drugo. In moj mož David mi je vedno dovolil, da sem takšna, kot sem. Vendar se moja verzija vedno spreminja. Preobražam se, vendar pa je on uspel, da se veseli trenutne Joyce, medtem ko postajam naslednja Joyce, kakršna moram postati. A me razumete, kaj vam govorim? Iz izkustva vem, kakšni ste bili, ko ste se približali Gospodu. Spominjam se stvari, ki ste jih počeli in je Gospod porabil kar nekaj časa, da je dovolj močno stopil v vaše življenje, da ste mogli opustiti nekatera dejanja. Tega se spominjajte. Sedaj ne mislite si, da ker ste kristjani 10 let, da lahko vsakemu in celemu svetu poveste, kaj naj bi oni delali. Vsi si želimo, da bi poučevali o svojih zmagah. Seveda tudi jaz sem imela težavo s tem, naj ti povem, kaj bi moral storiti. Kajti kdor se želi veseliti svojega življenja, ali ste tudi vi med njimi? Kdor se želi veseliti življenja in videti dobre dni, pa naj izgledajo tako ali ne, naj varuje jezik od hudobije in svoje ustnice od prevare. Vi lahko povečate svoje lastno veselje z načinom, kako govorite. Pregovori 18:20. Vsak želodec se siti sadovi svojih ust, siti se s pridelkom svojih ustnic, pa naj bo ta dober ali slab. Smrt in življenje sta v oblasti jezika, kdor ga rad uporablja, bo jedel njegov sad. Mi jemo svoje besede, ali ni tako? Tukaj je citat, še posebej za ženske. Moškim bo všeč, pregovori 21:9. Bolje prebivati v kotu na strehi, ki je v bibličnih deželah ravna in izpostavljena vsem vremenskih vplivom, kakor s prepredljivo ženo, ki išče samo napake in prepir v skupnem domu. Izogibajte se nekaterih načinov govora. Ne govorite preveč o svojih problemih. Ni pomembno, kako zelo vas imajo ljudje radi. Vendar bodo počasi postali utrujeni ves čas poslušati, kaj vi delate in kakšne probleme imate. Kritične pripombe tako ali tako niso dobrodošle. Obstajajo pripombe, ki jih izrazimo zaradi ponosa. S tem spada pritoževanje, opravljanje in odkrivanje napak nekoga drugega. To je v bistvu izdajstvo. Ali si slišala tole? A lahko verjameš? Slišala sem. Sedaj vam to pravim samo zaradi tega, ker hočem, da bi molili. In to je najslabša razvada. Mi poskušamo poduhoviti upravljanje, tako da mu primaknemo nekaj primesi Boga. Pismo Efežanom 4:30 pravi, da vsako takšno dejanje užalosti Svetega Duha. Veste, da je neodpuščanje tista drža, ki vam bo ukradla vaše veselje hitreje, kakor katerakoli druga. Ne vem, na koga se danes jezite, vendar bi se čudili, koliko jezljivih ljudi je prišlo danes sem, kaj? Mogoče se jezite na nekoga, s komer ste prišli sem. Z Davidom sva ponovadi hodila v cerkev in se jezila. So pot od cerkve sva se prepirala in ko sva stopila v stavo, sva rekla, hvaljen bodi Gospod.
Dajte, no, koliko izmed vas je to počelo? Vi kažete ena stvar na zunaj, to zlagano življenje ljudem okrog vas in nekaj popolnoma drugega se dogaja v vaši notranjosti. Vendar Božje kraljestvo je v nas. Kristus je v nas. Amen. Mi si želimo mir v svojih okoliščinah. On hoče mir v našem srcu. Veste, zakaj je lahko Jezus ukazal mir, ko je besnel vihar? Ker je posedoval mir. Mir je imel v sebi. Če je mir v tebi, potem te nevihte življenja ne bodo niti približno tako zelo premetavale. Spominjam se tistega obdobja, ko sva se prepirala ves čas do cerkve, kričala na otroke in potem sva mirno pristopila k slavljenju. Lahko se postavim v prvo klop in prepevam pesem iz plakatov, ampak takrat sem si mislila, če se on misli, da bom skuhala, kar se on želi, znaj si kar misli, odšla bom domov in bom še naprej jezna, on ne bo gledal nogomet, jaz pa sem se jezila, ker sem delala in vsak v hiši se je samo igral, utrujena in bolna sem od vsega tega. Pri tem pa sem slavila in pela vesele slavilne pesmi. Vidite, lahko delate eno stvar na zunaj, lahko delate to, kar je prav, medtem ko mislite in čutite, kar je narobe. Vendar pa se Bog najbolj zanima za naše notranje življenje. Verjetno je zame bilo to resnično razodetje pred 25 ali 30 leti. Bog mi je začel kazati vse te stvari v notranjem življenju, ker vi dobro veste, da z lahkoto postanemo žrtev zunanjih vplivov. Poglejte me, jaz sem dobra kristjanka, nosim nakit, povabim te domov, imam vse knjige od Joyce Meyer, imam tudi njene CD-je, imam nekaj celo starih kaset. Dajte no, ne moč verjeti. Tako dolgo sem jo že poslušala, skuhala bom kavo in potem ti bom povedala nekaj novic, ki se dogajajo v cerkvi. Dajte no. Ne boš verjela, kaj je naredila sestra Brown. A si videla tisto zmešano frizuro od Johna? Mislim, kaj vse nosijo. Torej, mislimo si, da smo duhovni, ker pač imamo te zunanje predmete, vendar, kakor sem vedno rekla, da bo potrebno imeti še kaj drugega, kot pa nalepko na avtu, da bi uspeli prepričati svet svoje vrednote. Spoznali jih boste po njihovih sadovih. Amen. Drže in misli. Kaj pa o slabi vesti? To je vaši notranjosti. Veste, apostol Pavel je rekel, da trdo dela za Gospoda, da ga obvaruje svobodnega od slabe vesti. Rekel je, prizadevam si, da bi moja vest bila čista pred Bogom in pred ljudmi. Veste, kaj to pomeni? Če ste z nekom napak ravnali, pojdite ven in se opravičite. Lahko bi bili srečnejši, rekla sem. Če ste z nekom narobe ravnali, če ste bili grobi, če ste bili nesramni, sebični in ozkosrčni, če ste govorili nekaj, česar ne bi smeli povedati. In tudi, če ste obrekovali nekoga, da bi si pridobili izbrano spričevalo, bi se bilo dobro vrniti in reči, moram se ti opravičiti, ker sem oni dan govoril o tebi neki drugi besedi, tega zares ne bi smel, nisem bil v tvoji koži, prosim, odpusti mi. Naslednjič boš dvakrat premislil, da bi to še storil. K takšnim stvarim me je Bog vodil. Dospela sem do neke točke sredi govora o neki stvari in sem začutila, kako da se dušim. Morala sem se ustaviti in reči, pozabi na vse to, Bog me opozoril in ne bi smela govoriti o tem. Amen. No, če mislimo to početi, potem storimo prav. Rekla sem, da če bomo to počeli, potem opravimo na pravi način. Naredite resno odločitev, da boste živeli za Boga in ne za ljudi.
Naredite odločitev, da boste vse ohranili v svoji notranjosti, kakor to mora biti, potem pa vam zunanje stvari ne bodo ukradle vašega veselja in vas napravile bedne. Amen. Dajte no, zahvalimo se Bogu za vse. Dobro, ne moremo vedno nadzorovati svojih občutkov, vendar z Božjo pomočjo lahko izberemo svoje misli, nadzorujemo besede, ter tako razvijamo dobro držo celo v negativnih situacijah. In to mislim, da je nekaj mogočnega. Predvajana oddaja je bila plačana s pomočjo prijateljev in partnerjev organizacije Joyce Meyer Ministries.